Jaz sem že da rekel, mogoče bo pa treba lokacije ločiti pa posebej, pa da vidimo, kje smo, pa karkoli. Ne, to mislim. Ampak on je to dobro, namirno skozi pelil tako. Anton Zvone Štorman je ni poslušal in zapečatil svojo usodo. Spomnimo, januarja letos je KBM Leasing zaradi skoraj 3 milijonov evrov neplačanih obveznosti zasegel njegov hotel v Celju. V najboljših časih je ugledni, že kar legendarni gostinec iz Savinjske doline posloval na 12 različnih lokacijah. Mogoče bi se dal kaj zmanjšati, ne. Pa to tudi ni nikoli hotel, da bi se koga odpustila, ne, da bi bil višek. Po zaprtju 2 lokalov ter zasegu hotela je na cesti ostalo na desetine delavcev. Ti so se odločili za stavko. Vedno nam je obljubilo, bom uredil. Vsa družina trpimo, ne. Elizabeta predstavi drugo plat zgodbe. Ko sem slike videla pol v časopisih, enih parih je bilo, ko že po 4-5 let niso več delali pri nas. Enim parim iz Celja je bila tudi ponujena služba tule, pa so jo zavrnila, ne, da je pač predaleč. V Šempeter pa prišli stavkat, dodaja. 300 tisoč evrov dolgov do delavcev in skoraj 3 milijonov do Dursa ne zanika. V glavnem obresti so se pa skozi plačevale, ne, ampak to je prehitro raslo pol gor, ne. Slovenske inštitucije so jim to dopuščale. Bi pa lahko vse skupaj rešili prej, a delavci niso hoteli slišati o odpovedi, še doda. 6. maja sem se potem prijavil kot brezposelna oseba. So rekli, da zamrznejo stavko, če mi odpovemo tiskovno. No, zato se mi nismo nikoli več pol oglasili. Zdaj, ko se je oče umaknil, gre sta hčeri od začetka. Tam, kjer so leta 1980 začeli njuni starši s 5 mizami in 5 zaposlenimi. Upa, da bodo gostišču v Šempetru povrnili izgubljen ugled.